Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Vikend je bil, kaj smo? Naj samo povem, Jeger, Ane je danes še malo manj. Kot je bilo recimo prejšnji teden. Ja, že tako je bilo strah, če bo sploh prišla, ko je tako pihalo. Ja. Za najo ni bilo problema, ker mi dva sva le si draša. Res je. Čeprav, ko sem stal na pumpi prejšnji, kaj je bil četrtek popoldne, me je tudi lepo predstavljalo. Ampak dobro, to je druga zgodba. Nisi to tega dragega mimo točo? Ne, nisem. Ok, dobro. Ker je zanimivo, imam veš taki tank, da noter gre. Ja, vem, jaz samo moraš natrofiti, veš, da ne, pa to levo desno. Pa se stisnem, da teče, preden dam not. Ja, dobro. Zakaj bi to delal? Ja, zdaj s tem, pa da špricam. Ne, koliko imam para. No, povej. Ja, prala sem posodo, pa sem si pol prsta odrezala. Res? Oraj. Dobro, pol prsta ni, je pa fali pa, ne, en košček. Fali, ja, ena dolbinica na kazalcu. Pol se še ni ustavilo nikamor, ne? Ker je kazalec desni? Ja, desni, ja. Veš, kaj je to, ne? Ne vem. To je žuganje. Ja, včeraj sem celi dan hodila s prstom v zrak. Ja, to jaz tudi doskrat, samo z drugim razlogom, pa z drugim prstom. Ampak bo vse vredo, Ana, bo. Bom preživela. Okay. Dobro. Jeger? Ja, nič, v soboto sem skakal malo z motorko okoli, sem imel pohorska opravila. V Rušah? Ne, v Rušah, v Lovrencu. Ja, včeraj pa bolj ko ne sedel, jedel in pil. Na enem rojstnem dnevu. Dosti hodiš po rojstnih dnevih. Ja, dosti me vabijo, ne vem zakaj, ampak ja. Kako preznujejo, ne? Si se pogledal v špegel? Zato. Ja, čisto v redu, sem kaj? Ne, to bomo rekli čez dober teden dni. Okay. Veš, časih so bili animatorji, zdaj pač Jegra pokličeš, ne? Samo tu sedi, pa jej pa bi. Ne, če hočejo starši imeti mir, veš, ker so otroci, veš, kak pridni. Ker bo drugače hudi stric breza. Z Pohorja, gozdni ožje. Ja. Jaz sem 100-krat pometal ta vikend, pa malo pospravljal, pa... Zakaj? Ja, se pomete samo, poisteš. To sem jaz tudi rekel. Ja, ok, razumem, v redu je. Saj ne moramo tako imeti, ok. Lej, spet je veter na nosu, pa ja, pa pusti, zdaj se samo naj se mi... Ne moramo tako imeti, ok. Pa sem šel z mojim pometačem. Tako da ja, vikend je mimo, pač prestavili smo uro in danes bodo tu horde relativno zmedenih ljudi. Tako da se pripravite, je pa res, da je vse lažje z dobro muziko. In tega imamo tu danes jutraj ogromno pripravljenega. Tako da gremo skupaj v ta ponedeljek, imamo mi to, kaj te to je. Kaj smo že vse? Te še to lažimo, dobro te. Te še bomo pa to, ne? Valjda, seveda, imamo to, kaj pa ena urac. Dobro jutro. Dobro jutro. Taylor Swift, Opala je top 6 in 12 minut. Dobro jutro. Dobro jutro. Sta videla, ne, da Taylor Swift ba je letos pride na dopust na Hrvaško. Ja, super. In ziher bo izbrala te mondene destinacije. Ja, Hvar, Dubrovnik. Ja, če bi bila Asica, bi šla, ne vem, v Slavonski Brod ali pa v Osijek. To v Gospič. Recimo, ne bo tako, how beautiful, Travis, look. Velo drago bo ta obiskala, piše. Ok, dobro. Kot sem rekel, ne. Ja. Spet tudi tu brez idej so ljudje. Je pa danes ponedeljek, kar pomeni, da moramo že na vse zgodaj rešiti teden, torej tedenski horoskop. Ana, izvoli. Oven. Ta teden vas spodbuja k umiritvi tempa. Čeprav imate veliko idej, boste največ dosegli z zbranostjo in vztrajnostjo. Nek pogovor vam lahko odpre oči glede pomembne odločitve. Bik. V ospredju bo občutek vrednosti, tako vaš lastni kot materialni. Razmislite, kam vlagate svojo energijo. Teden bo ugoden za manjše, a pomembne premike. Dvojčka. Vaša radovednost bo na vrhuncu, lahko odkrijete nekaj novega ali spoznate zanimivo osebo. Pazite pa, da ne preskočite pomembnih podrobnosti. Rak. Teden vas usmerja k notranjemu ravnovesju. Morda boste potrebovali več časa zase kot običajno. To vam bo pomagalo, da se jasneje odločite za naprej. Lev. Poudarek bo na sodelovanju. Če boste pripravljeni poslušati druge, lahko dosežete več kot sami. Nekdo vam lahko ponudi nepričakovano priložnost.
Devica. Teden prinaša potrebo po prilagodljivosti. Če stvari ne gredo po načrtu, to še ne pomeni neuspeha. Prav spremembe vas lahko pripeljejo do boljšega izida. Tehnica. Vaša sposobnost diplomacije bo zelo pomembna. Lahko boste povezali ljudi ali rešili napeto situacijo. Vikend pa prinaša več lahkotnosti in dobrega počutja. Ne boš rabo več Pri pometati. vsej šunki. Kak Ne bo nič lahkotno, ne. Hudih ren bo že vem. Škorpion. Ta teden vas spodbuja, da nekaj spustite iz rok. Nečesa, kar vam ne služi več. S tem boste naredili prostor za nekaj novega in boljšega. Strelec. Povečana energija vam daje zagon za akcijo. Teden je oziroma bo odličen za začetek nečesa novega, bodite pa pozorni, da ne zanemarite obstoječih obveznosti. Ok, energija, mogoče jutri. Ja, v nedeljo jo boš rabo, ne? Ja, dobro. Na Kerlcu. Se bo stopnjevalo do konca. To si je sam napovedal. Kozorog. Praktičnost vam bo prinesla največ koristi. Osredotočite se na tisto, kar je res pomembno, nekdo lahko opazi vaš trud in vam ponudi priznanje. Vodnar. Teden vas spodbuja k drugačnemu razmišljanju. Rešitev, ki jo iščete, je lahko bolj preprosta, kot se zdi. Zaupajte svoji izvirnosti. In pa še ribi. Občutljivost bo vaša prednost. Lažje boste razumeli druge in njihove potrebe. Vendar ne pozabite postaviti meja, kjer je to potrebno. Ok, tako da to nam piše v zvezdah za ta teden. Zdaj pa lahko gremo dalje. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ponedeljek po prestavitvi ure je eden najtežjih, ko gremo seveda na poletni čas, ponedeljkov v letu. Ja. Tako da, kot sem rekel, danes malo več nekega sočutja pa človekoljubja treba pokazati. Drugače pa... Res, že čas za L. Vedno je čas za L. Čeprav to ni dobra novica, mislim dobra. Ja pa ne, kaj gledaš, vedno je pač, ne, ali je ali pa ni. Ok, Ne, ja. no. Je, ne. Te pa povej, da presodimo. Veste, da so rekli pri OpenAI, da bodo ChatGPT-ju dali malo tudi teh igrivih sposobnosti. Malo erotik mese grad. Ja, tako, točno to. Funkcija, ne? Brez mese grad, samo erotik. Ja, dobro. In so zdaj, ali kaj? Neerotični ChatGPT so dali na pauzo za nedoločen čas, Kaj pa ker te? pač investitorji so imeli neke zadržke. Tako da si Glej, igra, kako Kaki zadržki? Bogi zadrži. Če ne bi bilo tega, ne bi Tega bilo nas. Ja, Si razočarana, Ana? Ne. Mislim pa, pač če res mi je vprašam. vseeno. Ja, no, vprašam. Tako da pač moderna verzija vročega kaja je na pauzi. Kaj te je rekel, zdaj to stric Dejan? Vprašajte detka. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli. Nov delovni teden je tukaj in Jeger, nisem te še danes vprašal. vprašaj. Tako smo že prejšnji teden, ves teden delali pritiske. Ali so se zmenili že? Ne, niso. So To je imeli muziko. v petek, imeli so v petek prvi sestanek pri relativni zmagovalki volitev, torej pri stranki Gibanje Svoboda. To je v osnovi, kar je narobe, da se ne pogovarjamo o zmagovalcih in nezmagovalcih, ampak da imamo relativne Zato, ker še niso uradni rezultati, ker tako sem že prej Pa imel rečemo novice. neuradni. Ja, zato, ker danes še bojo šteli glasove, ki so prišli iz tujine. In teda, zdaj počasi bojo potem tudi uradni rezultati, ampak prejšnji petek, oziroma v petek so bili sestanki pri Gibanju Svoboda in niso se kaj dosti zmenili, oziroma naj ne bi, sestanek je trajal samo uro in pol in naj ne bi načeli vprašanja o sestavljanju koalicije, ampak so imeli zgolj sestanek o pripravi interventnih ukrepov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu na področju energetike in hrane. Tako da se še nič ne ve, kdo bi s kom, pa kdo ne bi, pa zakaj. Tako da Belgija, ne? Ja. Ok. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro in vesolje.
Kaj pa to? Ja, no, pač 1. april je ta datum, ko naj bi spet šli okoli Ta šala, Lune. ne, res bi šli. Prav prvega so si izbrali? Prav prvega, ja, se to bi že morali marca štartati, ne? Ja. Ameriški astronauti in astronautka pa so to prestavljali iz teh ali onih tehničnih razlogov, pa vreme, pa vse je šlo narobe, zdaj 1. april naj bi bil in začenja se na novo eksploracija vesolja. Hvala Bogu, medtem ko se zdaj menijo, da bi se samo okoli Lune pelali, obstajajo ljudje, ki napovedujejo seveda hotele na Luni že pa... In to v kar bližnji prihodnosti, ne, v roku 5-6 let. Ja. No, mislim, glej, zakaj pa ne, jaz pravim, ni slabo. Moramo vedeti tudi, da seveda, glede na to, če ste poslušali katero od zgodb tega Milana v zadnjih tednih, mi že imamo gori vesoljce iz Pobrežja, 4 so, mogoče so 3, ker se en že mesec dni ni javil. Če ste zamudili, seveda najdete vse te zgodbe v naši audio špajzi na totiradio.si in povezana zgodba, ameriški podpredsednik J.D. Vance je povedal, da je obseden z misterijem neznanih letečih predmetov. Ok, to ni edini. Dobro. To je. Ampak je rekel, da on je prepričan, da to niso vesoljci, ampak da so demoni. To so ljudje, ki, veš, kaj ti hočem reči? Ja, ki imajo dostop, ne? Do onih knofov. Ja, točno to. Tako da bom rekel, niti ni tako slabo še tu, čeprav se še niso zmenili v Sloveniji, ne? Po tednu dni premora v totem studiu Tine Križanič. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Servus. Nismo te pozabili, Tine. Sem potiho upal, da me ne boste. Hvala za vse slike in posnetke, Favš sem vama bil ekstremno. Vse si tudi imel zakaj biti. Ja, res je. Ker je res bilo kar... Dobro, kaj če bi to nadaljevala vidva pol pri kavici? No, ampak pač povem, ne. Ja, no, pač ne, treba te. Drugače sem te imel na uhah Ja. in imam eno pripombo. Nisem pričakoval niti ne, da bo drugače, ja. Zamujal si vsaki dan. Ja, to pa je. 7 pa 40 so čakali. Ja, pa dobro, se ni bilo več kot minutko. Ja, glej, veš kaj minuta danes? Ja, pa ne. Ja, no, odvisno. Odvisno na kateri strani straniščnih vrat si. Tako. Ali pa protfana. Torej. Ja, nič, kar je ena takoj fejst uporabna. In sicer se že začenja seneni nahod pa te bedarije. In so odkrili, kaj blaži simptome. Ni zdaj zdravilo, ne, da ne narobe, ampak blaži simptome. Ne gleda ga. Kaj? Nekako je zihal. Ne, ni v to smer. Je pa lahko bi, ne? Bolj čigavo, to tvoja smer je, ali pa ne, mojo mogoče. Gin tonic. A ja, to. Brez veze. A ja, to. Ti pa že nagi doli bil. In kot napovedano v totem studiu, čeprav smo bili navajeni, da se pogovarjamo o drugih stvarih, zdaj pač o tem, da je v penziji naša najboljša vseh časov, najboljša smučarka Maribora ever in vprašanje, kdaj bo katera presegla čez sploh. Ilka Štuhec, včas nam je, dobro jutro. Dobro jutro. In najprej moram povedati, da jasno, da tako vsi sem spremljal tvojo zadnjo vožnjo. Hvala lepa. In vem, da si se spraševala in naj ti povem tudi na navijače srednjih let je ta dogodek zelo emotivno vplival. Nisem se doskrat jokal ob čem, ampak sem imel očitek, da ne znam. To pa je zelo lepo slišati. Ja. Imamo kakšen foto ali video dokaz mogoče? Ne, nimam, na besedo si verjamem. Ok, dobro, ne tako vprašam. Kak bi drugače moški javno priznal, da se joče?
Ja, ne vem, kak bi, sem zelo vesela in počaščena, da si to priznal, samo veš, kak je dan danes. Ja, res nisi je. Sliho, nisi jedel. Nisi delo, ja, res je. Ampak se pa vidi, ja, da je Ilka sveda z Maribora, ker ko so prišli šampancem pa polivali, daj sem pa veliki šluk. Če pa taka velika flaša, ne, so nam vse polivali, gledaj, veš, kak je, ne. In zdaj je pač nekaj malo časa minilo, je že, vem, da si se pripravljala in da je bilo jasno in da si povedala, ampak je že sedla ta ideja, ni več treba, nimam zdaj tega urnika, ne rabim iti laufat, ne rabim jesti proteino na silo. To ti misliš? Mislim, zdaj ne rabim, ker ni mus, ampak mogoče pa rabim, ker želim. Ne? Ja, dobro, ja, seveda. Prvi teden penzije, moram reči, šel kar hitro mimo. In pač klasično, ne, skozi nekaj se dogaja, pa skozi nekaj treba hoditi, pa skozi se nekaj mudi. Vseeno grem tudi na trening mes. No, ampak kako se rekla, vedno se nekaj mudi, pa ni časa. Klasična penzionistka. Zdaj je čas za vse, čeprav ni časa za nič. Ja. Mi imamo tudi pač tu plan odprtja novih trgovin, kjer se penzionisti dobite tudi, kdaj so dnevi za penzioniste v določenih. Ne, ampak dobro. To je hec, ampak čisto res, preden gremo malo nazaj na kratko, ker to, zdaj, če bi se pri vsakem uspehu ostavili, bi morali biti tudi do 3:30 popoldne, ampak čisto res, to je to verjetno najbolj zanima vse, plan za naprej. Po vsem tem, kar si dosegla znanju, ki ga imaš na večjih področjih, bi bilo narobe, da bi zdaj rekla, zdaj pa ne bom, pa se grem, ne vem, učiti plest ali pa kakšne druge stvari početi. Boš ostala v smučanju ali v športu? Si močno želim, da bi. Zdaj je čisto vse ni več odvisno od mene, ne? Kako in kaj za naprej. Neke želje oziroma pač svoja, ne vem, neka pričakovanja, no, ampak koliko sem pripravljena jaz delati, kje in kaj. To sem povedala, zdaj pa bomo videli, kako in kaj se bo razpletlo. To pomeni, da nekaj že je. Ne? Ampak samo, da je v pacu, to je najbolj pomembno. Ja, evo zdaj tako, da malo napetost spet, pa pričakovanje. Pa ja. In mogoče še to, ne, ko je bila, veš, ta tvoja zadnja vožnja in ko je bilo konec in ko je bil ta emotivni moment mimo, sem tako sedel in sem se spraševal, kdaj bomo spet sploh videli ne, to, katero našo smučarko, ko dol vozi, da se v mestnem času zeleno pobarva. Ja, pa da kdaj bomo sploh videli našo smučarko v hitrih disciplinah. Ja, zdaj to ti zeleni čas upam, da čim prej, ne. Punce letos žal pač je v veliki meri Neja, Andreja, tam imele kar nekaj nesreče in se bo pohodovale. Zdaj, kar se tiče hitrih disciplin, pa nisem jaz pravi za naslov, ne. To povedala žal. Ali pa si, ne, pa pač ne moreš povedati, jaz se razumem. Ja, to zdaj ne bomo vedeli. Pustimo stati. No, ampak to je genialno, res. Meni je še vedno to velik misterij, zakaj bi se v bistvu kdo tam dol spustil tak in to globoko spoštovanje. In zdaj... Ja, hušta. Jaz ne smučam tak hitro. Uživaš pa. To je glavno. Med vsemi smučarkami, s katerimi si se v karieri spoznala, katera ali pa recimo 3, ki ti bodo najbolj ostale v spominu. Je v bistvu moje 3 zelo, zelo dobre prijateljice. Federica Brignone, tudi bolj med veterankami, zdaj že, kaj se tiče svetovnega pokala. Še ena mlajša, da malo pač razbijemo to monotonost starejših, Kajsa Vikofli. In pa Marie Michel Ganjo. Aha, ok. Ja, taka, ker mešana ekipa, rečimo, je par let, mislim, par let zdaj nazaj. Ja, no, ja. So nekako več ali manj se na eni tekmi znašle nekoč bolj ali manj vsaka sama, mislim sama, na rekovajih, ne, je bilo nekaj dosti glih so tekmovalk in smo se pa začeli družiti in je bilo celo fajn. Super. No pa tudi ostale so tekmovalke, so se zdaj na tak lep način poslovile od tebe, tista skupinska fotografija, pa recimo tudi Mikaela Šifrin je potočila solzo, ne, potem ko sta se tam objevali. Vsi ste jokali. Ja, se to normalno. Tak sem skos, ampak ne, res sem bila, so zelo, zelo vesela, presenečena tu malo. Sicer je potem bi to že drugi komplet oblek, ne, šampancem nalito, veze, vse to je bil kao vaserdih, tako da je samo v uni, se zmedljivo pa lepljivo. Torej so ti so, daj prije nekaj hitro te rabimo, ne, in so v bistvu še one nareden tako manj, ne vem, sprejem na rekovajih, da se slikamo, da pač seveda se to že nekaj dni trajalo, ne, da pač vsaka nekaj, ne vem,
pove ali pa se zahvali ali pa pač karkoli. Ker se meka, da za zadnjo tekmo različne stvari vidimo. Eni pa če ok, vrijo, bom štartal zadnjo številko, pa je potem čas, pa so vsi doli. Ker malo bolj na easy grem, jaz sem pa rekla, ok, pač celo življenje, pa imam še cajt se zabavati, ne. Zdaj tak, v bistvu, perajt nem nikoli več, ne. Proga je zaprta, super je vse, grem pa pač se dol vržem še enkrat, koliko se lahko in uživam, ne, ker je pač vse pa tudi vrhunsko, da se vprašaš, zakaj si te nehala, v bistvu, ker bi še lahko. Ker je, tak, mislim, vse imam čisto vse pogoje, pač, da bi rekla, mislim, res smo se imeli super, fajn smo se vlovili, dobro smo delali in vse, ampak dovolj je, enostavno. Malo tudi tako vidiš, ok, trudiš se, mečeš se dol, vse delaš in malo je zmanjkalo športne sreče, ne, parkrat stopničk do res še bolj vrhunskih rezultatov, ampak pol delaš vse, pa tako vedno malo zmanjka, ne, pa si ono, ok, pač, ne, to zdaj očitno nisem več dovolj nora, ne, pa ni več dovolj hitro, pač malo tako mogoče začne zadnji priti. Da pa je dovolj in da fajn, da sem se sama odločila in sem v bistvu dobila zaključek točno taki, kot sem si ga želela. In zaslužila. In zdaj seveda bomo o vseh teh rezultatih in o tem nadaljevanju. Naj samo povem, da so ti sotekmovalke slovo pripravljali, čeprav so se jokale od sreče. Ker vseeno jih je bilo malo strah. Ilka na štartu je. Ilka je naša gostja, nadaljujemo takoj potem. Ilka Štuhec, naša mariborska najboljša smučarka vseh časov, še vedno gostja v totem studiu. Ilka, zdaj proge in sam način in sneg v 17 letih tvoje kariere, kako se je kaj to spreminjalo, pa sama tehnika in kako je bilo temu slediti in kak bo trend za naprej, ali se bo to še hitreje spreminjalo? Vedno je veljalo isto, da pač ne ješ rumenega snega. Modrega včasih lahko malo, ampak tudi ni tako hudo okusno. Ja, bi rekel. Načeloma proge same postavitve, teren ni se zdaj toliko spreminjalo. V zadnjih letih so nam mogoče dodajali kakšen val ali pa kakšno prepreko, niti ne toliko skokov, ne. Drugače pa več ali manj je bilo to skozi isto, seveda odvisno od vremenskih pogojev, od vsega, kar se tiče pač snega, ali je to, ne vem, tako je bilo za nazadnje recimo v Kvitfelu bolj spomladanska verzija, ne, ali je to, ne vem, čisto pač pomrznjeno, ali je zelo agresivno. Pač vertikalni hokejski let. Tudi včasih, tudi včasih, samo hvala Bogu, greš ravno prek, pa je hitro mimo. Pa malo zapreš oke, pa gre, ne? To mogoče glih ne gre, fajn glih videti, kam greš, ampak recimo, da si tako vizualiziral, da veš, ne. Je pa res, da pač se tako čisto vse gre naprej, tudi v bistvu tekmovanje. Samo seveda čisto vsaka izmed punc in tudi med fantov, ki stoji na štartu, tudi tiste, ki štartajo zadnje in so kao nepredstavljive zaostanke imajo, ne, pač čisto vsak trdo dela, ne, zato da je tam. In mogoče, če me vzemo let nazaj, je bilo dovolj, da si malo, kjer je bo, ne vem, bolj izpostavljeno ali pa karkoli, je mogoče malo pošlajfal, pa malo bolj potipal, toliko da si prišel prek, potem si pač puni gas šel dalje, ne, recimo. Zdaj je pa vedno bolj, da treba to od štarta do cilja čisto vse izpeljati do popolnosti. Skoraj, ne, in valjda. Razlike so male, ne, sploh, če so res vrhunski pogoji, da je za vse enako, se lahko zgodi v bistvu marsikaj in vse to v bistvu vleče vse skupaj naprej, še više, še hitreje. Ja, to. In zdaj, kar je genialno, recimo, je to, da je, ko so pač pogoji, recimo, temu pač vsaj za to najboljšo skupino vas smučar vedno bili nekako podobni, ne? Zakaj? Mislim, kje je, ko si v formi, gre verjetno vse tako lahko, ampak meni je nepojemljivo, kak v bistvu pa to marsikomu, ne? Veš, da te stotinke, desetinke, če imaš srečo na dober dan, da to vloviš, da si za toliko vedno pač boljša od vseh ostalih. Ne, to je. Ja, vedno imaš, večino imaš na progi, ne vem, 2 ali pa če dosti 3 punkte, ko pač res moraš biti tam, ko moraš biti. Ne, se pravi, zato so modre linije, da imaš neki feedback, da lažje pač oceniš, ne.
Da če ti pripelješ, ne vem, 100, 120, pa pač moraš zaviti tu na 1 meter kasneje, ali prej, ali višje, ali nižje. Ti to pomaga, ne? Mislim, ja, vedno lahko gre fejs, narobe samo ne razmišljaš o tem. Ja, absolutno, ker drugače ne bi, ne? No in pač se tam, ko si, ne vem, določiš neko točko, kje moraš biti, kar se tiče, ne vem, začetka zavoja, ali pa kje moraš končati zavoj, ali pa pač kakorkoli, tam moraš biti. Vse ostalo pa je tako lahko, malo sem, malo tja, samo važno je, da neseš brzino, ne? In pol, ne vem, zdaj glih rekla, tako, kjeri trofi, ne? Ampak enostavno samo da neseš hitrost s sabo. V bistvu zdaj vsa ta razlaga, ki je bila v bistvu o smuku in o smučanju, je v bistvu razlaga, to je v bistvu na nek način metafora za življenje bila tudi. Ja. Je, tu moraš zaviti, vse ostalo lahko. Vse ostalo pa samo, da je brzina. Važno, da brzino s sabo preneseš. Okay, 2-krat svetovna prvakinja v smuku, 11 zmag, 22 stopnič, 2 mala kristalna globusa, enkrat skoraj tudi postala zmagovalka oziroma dobitnica velikega kristalnega globusa, pa če takrat Mikaela Šifrin vozila slalom, dobro tudi, ne? Ja, dobro, se jaz sem ga tudi včasih, ne samo enovarno polisn več. Ampak genialni uspehi, to zdi se neponovljivo, res. Mislim. Ja, se malo je bilo tudi meni, ne, se samo eno sezono ratalo, ne. Pa dobro. Ne, niti eni, ne. Vem, ampak ne vem, mislim, ni da bi takrat mi nekaj ful hudo super spremenili ali pa da bi zdaj ne vem kakšna znanstvena fantastika bila, pač enostavno delali smo svoj plan, fajn mi je bilo, kar se spet tako mogoče malo čudno čuje, ampak enostavno si, ne vem, ko si sproščen, ko uživaš v tem, kaj delaš, ko pač ni nekih nepotrebnih skrbi ali pa česarkoli, te pač se gre, te kar laufa, ne? Pa se sestavi, pa je prva tekma, pa je druga tekma, pa ni to tak bed, ne? Pa gre vse, veš, takrat, ne vem, sva tu 10 v slalomu, ne? Ja. To se tako živo spomnim, ko je, ne malo si ti napovedovali Šeško? Ne, mislim, da je Mitja bil Šeško. Pa se vozim, pač slalom, da gre malo bolj počasi, pa ja, drugi mestni čas, to je super, ne? Vse sem čula, ne? Te pa dajmo, ne? Te posavljamo, zdaj to, ne? In pač enostavno takrat vse gre, česarkoli se lotiš, ne? Kar je pa potem v bistvu zelo podobna stvar, ampak na drugi strani palce, ne? Ko pa gre, pa bi, ne vem, hudičo rep strgal, pa bi vse probal, pa ne vem, več spiš, boljše ješ, vse na svetu delaš, pa nič ne funkcionira, ne? Ker pač hočeš sforsirati in to ne gre, ne? Ampak vseeno za to, da vrhunski športnik, vrhunska športnica te stvari doseže, to pač pomeni tudi izjemno močno voljo, fejs zloženo glavo in izjemen fokus, tako da Ilka, nas absolutno ni strah za tebe zdaj v penziji. Ker če ti je to ratalo, je zdaj vse ostalo v bistvu so mleko pa keksi. Ja, to upam, da bo res, ja. Pač enostavno, tako si rekel, vso to, ne vem, energijo, veselje, zagon, voljo, pač vse, kam imam, bom našla nekaj drugega, ne? Da pač vložim sebe v to in ni hudiš, da ne bi ratalo, ne? Ko bi se rekel, pošli, pač zloženo v glavi, če ne te povrže, malo toliko upati nazaj bo stalo. Mojih porožnih kolen zdaj ne boš več rabila, ne? Ne bom zdaj več rabila, ne bi več gledala, prosim, ker imam malo travme še od tega. No, res. Ampak dobro. To je bilo res eno od teh stvari, zaradi katerih smo se bali. Ampak je ratalo. Veš, kaj me še zanima? Prejšnji teden je bil tukaj Filip Fliser, ne? Ko so mu zdaj nekako naredili bolj uradni zaključek, ker takrat je korona vdarila, pa ko je usvojil mali kristalni globus, tega ni bilo. In ko smo mu pripravili presenečenje na Kopaoniku, je njegova partnerka iz kleti vzela mali kristalni globus. Ki imaš ti shranjene? To pa da vemo, veš, za primer, da bi kar jaz mislim, da zdaj, ko imam toliko rož doma, ne vem, če nista celo uporabljena za vazo. Okrog vrneš pa fajn, zdaj smo videli marci, kdo pač kaj pije ven, ne, jaz zdaj se nisem tak nešportno obnašala, ne. Ja, pa dobro. Ampak glej,
če je prava čaga, zakaj ne bi nazdravili? Še dva, ne, ampak je pa to tudi zdaj ta moment, ko je jasno, da ti želimo vse najboljše in verjamemo, da karkoli boš delala, bo fenomenalno. Ilka, to sploh ni debate, ampak je res iskrena hvala za vse lepe momente, ki si nam jih pripravila. Ni jih bilo malo, toliko kratko smo bili zaradi tebe ponosni, da smo iz našega mesta, da smo Mariborčani in pa seveda ne nazadnje tudi Slovenke in Slovenci. Ni veliko športnikov, ki so nam pripravili te momente in ti si ena izmed njih in zato boš zavedno naša legenda. Ja, hvala lepa, no, lepo slišati. Samo malo ti moram zdaj razočarati, ni bilo zdaj čisto vse za vas, ne, bilo več ali manj za mene. Ja, no, absolutno, samo mi smo bili del tega. Ja, veš, kaj ti hočem reči. Ne, super je. Pač, logično, da je bilo za tebe, to je prvo. Videti, slišati tudi tako, da se mogoče kdo najde v tej zgodbi, no, da pač te življenje tepe, pa pol se malo staneš, pa te pol še malo tepe, ne, in tako dalje. Pa pač trajaš in delaš to, kar imaš rad in ja, fajn. Hvala. Zdaj pa dalje, ne? Zdaj pa dalje se vidimo ob naslednjih velikih projektih. Pridi kaj mimo, ko boš imela kaj, da povemo vsem ostalim, kaj se dogaja. To imamo pa čisto vedno, tako da. No, evo, Ilka Štuhec je bila naša gostja danes. V tem studiu z nami gospod Marko Gorjak, predsednik območne obrtne podjetniške zbornice. Gospod Marko, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Preden greste dalje reševati zastoje, pa čakalne dobe, pa to ne, ker so. Ja. Vemo, da so. Čisto res, s 1. aprilom se začne tudi en zelo zanimiv projekt, ki se imenuje Podjetna pozitiva. Ne? Ja, se pravi, Podjetna pozitiva v letošnjem letu je v svoji petič bo potekala Podjetna pozitiva. Zdaj v okviru območne obrtne zbornice Maribor smo razmišljali o tem, na kak način narediti mogoče nekaj inovativnega, nekaj drugačnega, ker zdaj po Sloveniji imamo en kup vse je mi pa smo pač razmišljali mogoče kaj pa narediti, da ne bi nagrajevali samo številke in neke take uspehe. In to bo ravno v času pred 5 leti, to je bila ravno nekje začetek oziroma sredina korone. Ja. In zdaj vsi smo bili negativni, noben ni vedel, kaj se bo zgodilo in smo razmišljali, kaj narediti. In smo rekli, gremo malo razmišljati izven okvirja in smo rekli, naredimo podjetno pozitivo, kjer obrtnike in podjetnike pozivamo k temu, da pa dajo neko pozitivno izjavo temu svetu, ker vemo, da se ponavadi obrtništvo in podjetništvo v Sloveniji vseeno znajde v časopisih samo, ko je kaj narobe, zelo redko kaj pohvalimo. In ravno zaradi tega smo pač rekli, da pa mi pa želimo iti v neko drugo smer, se pravi, da pohvalimo te izjave in da damo vsakemu priložnost, da za svojo pozitivno izjavo pa prispeva nekaj drugačnega k lokalnemu okolju. Kar je genialno in pravilno in tudi en drugačen pristop in super, mi bomo jasno, da tudi na tem radiju projekt podprli in o njem veliko govorili v mesecu aprilu, ampak je pa res, ne, da ravno to, ne, da se premalo krat pohvali, čeprav pri obrtnikih je tako, če dobro naredijo, pol gre ustna reklama, ne, ko pol se pokliče, gleda, kako mi se naredijo. Točno, pridi pogledat, to ti ga pokliče. Le kuhno, kjer je to delo, pa ne povem, to je moj majster, razumeš, ne. Ampak vse to so zgodbe, ne, iz katerih treba črpati tako navdih, kot jasno, da pridobiti informacijo, če morda ni vse ravno idealno, ne. In tudi tu je verjetno ena od vlog obrtne zbornice. Vsekakor je vloga v tem, da pač te člane poskušamo na nek način promovirati tudi v smislu tega, kaj delajo, če imajo kaj za pokazati oziroma če želijo nekaj pokazati, rečemo bolj temu tako, smo z veseljem tam, da to pokažemo. Je pa še vedno ta fama v Sloveniji, da kolikor se boš pojavil v medijih ali pa nekje v časopisu, bo takoj pa inšpekcija tista, ki bo v istem trenutku potrkala na vrata, ne. Mi kot, se pravi, jaz v originalu sem direktor družinskega podjetja Orodjarstvo Gorja, kjer smo bili tudi del projekta Gazele in tudi tam je bila ta fama, ne, češ ne id se tega, ker kak se boš pojavil, bo tako inšpekcija na vratih, pa ni ravno tako, ne. Mislim, da nimamo v tem trenutku česa skrivati, dajmo se pohvaliti, dajmo biti glasni, dajmo tudi opozarjati, ko nastane neka težava, zato ker če bomo samo eni in isti vedno, tisti, ki se bomo izpostavili, bodo rekli, že spet ta Gorjak nekaj kobesa tam brez veze, tako da
Ne bi rekel, da klobasa brez veze, ker pametno pove ta Gorjak, ki se strinja. Tudi meni se zdi zelo zanimivo. Okay to, tako da ni nič narobe. Sploh pa jasno, če normalno in pošteno človek dela, se nima česa zabati. Tako da, ja, Marko, hvala lepa za obisk v tem studiu. Veliko uspeha želimo pri delu naprej in verjamem, da boste še naprej pri območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor lepo skrbeli in učinkovito skrbeli za vse svoje člane. Hvala lepa tudi vsem vam, tako poslušalce, kot tudi vas iskreno vabim 13. maja na zaključno prireditev Podjetne pozitive, ki bo potekala v Sodnem stolpu, tako da veselim se srečanja. Okay. Marko Gorjak, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je bil to. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.